Ob robu sodobnega mesta Mosul v severnem Iraku lahko vidimo kupe zemlje, porušene zidove in kamne, ki se zdijo kot navadne ruševine. Toda pod njimi leži Ninive, eno najpomembnejših mest v starodavnem svetu. Tukaj so nekoč stali veliki palače, templji, tržnice, hiše in mogočna obzidja. Sčasoma je postalo tudi prestolnica mogočnega asirskega imperija. Toda Ninive ni začelo kot središče velikega imperija. Še preden so prišli kralji in vojske Asirije, so na tem območju že tisoče let živeli ljudje. Po arheoloških dokazih je bilo v Ninivah naselje že okoli leta 6000 predajne štadigoto. To pomeni, da se je življenje na tem območju začelo pred več kot 8000 leti. Ninive je starejše od mnogih znanih mest starodavnega sveta. Ninive se nahaja na vzhodni strani reke Tigris, je del regije imenovane Mezopotamija. To je grška beseda, ki pomeni dežela med rekama. Ti dve reki sta Tigris in Eufrat. Te reke so zelo pomembne, ker zagotavljajo vodo ljudem, živalim in rastlinam. Okoli teh rek so nastala nekatera izmed prvih mest, vlad, pisavnih sistemov in organiziranih družb v zgodovini. Zato se to območje pogosto imenuje Mezopotamija, kot eno izmed krajev, kjer se je civilizacija najprej razvila. Ninive se je začela kot majhna kmetijska skupnost, toda njena lokacija je bila odlična. Bila je blizu reke in na poti, po kateri so trgovci potovali med različnimi deli Mezopotamije in kraji na severu. Zaradi tega je v kraju postopoma začelo živeti in trgovati vedno več ljudi. Ninive je postala tudi pomembno versko središče. Glavni tempelj tukaj je bil posvečen Ištar. Ištar je bila pomembna boginja v starodavni Mezopotamiji. Povezujejo jo z ljubeznijo, rodovitnostjo, močjo in vojno. Veliki tempelj, zgrajen zanjo, so imenovali Imaš. Več kot 1000 let so ga različni kralji večkrat obnavljali in širili. Zaradi tega je postal eno najpomembnejših verskih središč v mestu. Verniki so prihajali sem, da bi darovali in prosili svojo boginjo za pomoč. Prihajali so tudi trgovci, ki so prinašali hrano, blago, kovine, les in druge izdelke iz oddaljenih krajev. Tako kot je naraščal pomen templja, sta rasla tudi trgovina in prebivalstvo Niniv. Vendar pa mestu ni vedno vladalo isto kraljestvo. V 1000 letih je Ninive prešlo pod nadzor različnih skupin in kraljev. Eno prvih velikih imperijev, ki je tukaj vladalo, je bilo Akadsko cesarstvo. Ustanovil ga je Sargon iz Akada. V 3000-letju preve nešto neštitnom in pogosto ga štejejo za enega prvih velikih imperijev v zgodovini. Pod Akadci je Ninive postalo del širšega sistema, ki je nadzoroval številna mesta v Mezopotamiji. Okoli 23. stoletja Peržinojeno Štivet je Maništušu, eden od Sargonovih sinov in naslednikov, obnovil tempelj Ištar, potem ko je bil poškodovan. V naslednjih stoletjih se je Ninive še naprej spreminjalo. Zgrajene so bile nove stavbe, stare stavbe pa so bile poškodovane, porušene, zravnane in ponovno pozidane. Tako je nastal velik umetna gomila, ki ga arheologi imenujejo Tel. Tel je kup zemlje, ki nastane, ko ljudje znova in znova gradijo na vrhu starih hiš in stavb. Ko je del mesta uničen, ne odstranijo vedno vsega ruševin. Preprosto ga izravnajo in tam zgradijo novo hišo, tempelj ali palačo. Po mnogih generacijah se zemlja vedno bolj dviguje. Glavni grič v Ninivah se imenuje Kujundžik. Pod njim so plasti različnih obdobij, ki se prekrivajo. Zidovi ali tla, lonci, templji in druge stvari, ki so jih za seboj pustili ljudje, ki so tam živeli. Ta grič je kot ogromna zgodovinska knjiga, le da so namesto papirja vsaka stran iz zemlje in kamna. V tem času je bila Ninive že pomembna, vendar še ni bila najmočnejše mesto v regiji. Prav tako še ni bila glavno mesto Asirije. Sprememba se bo zgodila šele, ko bodo prišli kralji, ki bodo imeli dovolj bogastva, vojske in ambicij, da bodo mesto naredili za središče svojega imperija. In ko se bo to zgodilo, bo nekdanje versko in trgovsko mesto postalo eno največjih in najbolj znanih prestolnic antičnega sveta. In tukaj se začne. Sčasoma se je Asirija spremenila iz majhnega kraljestva v najmočnejše cesarstvo svojega časa. Takrat so jih obkrožale velike sile. Na jugu je bila Babilonija, na zahodu Hetiti, na severu pa različna kraljestva kot je Mitani. Ker so pogosto vojskovali, so se Asirci naučili ustvariti bolj organizirano vojsko. Niso se več zanašali le na skupine kmetov, ki so jih začasno spreminjali v vojake.
Ustvarili so vojsko z izurjenimi pešaki, konjenico, enotami s kočijami, lokostrelci, inženirji ter strokovnjaki za rušenje zidov. Njihovi vojaški inženirji so bili zelo pomembni. Izdelovali so oblegovalne rampe, lestve, tunele in velike ovne, ki so jih uporabljali za uničevanje vrat in zidov mesta. Zaradi tega tudi kraji z močno obrambo niso bili varni pred Asirijo. Uporabljali so tudi orožje, izdelano iz železa. Vendar ni prav reči, da je bilo železo edini razlog za njihov uspeh. Še pomembnejša je bila kombinacija usposabljanja, jasnega poveljevanja, hitre komunikacije, učinkovite logistike in različnih vrst vojakov. Lahko so prenašali hrano, orožje, konje in opremo na dolge pohode. Zaradi tega so se lahko bojevali dlje časa kot številni njihovi sovražniki. V 9. stoletju pr. N.Š. se je začela hitrejša širitev Asirije. Eden od kraljev, ki je okrepil to državo, je bil Ašurnasirpal II., ki je vladal od 883 do 859 pr. N.Š. Osvojil je veliko območij in prisilil lokalne voditelje, da plačujejo tribut. Tribut je bil redno plačilo. Ta davek je lahko bil v obliki zlata, srebra, živali, hrane ali drugih izdelkov. V zameno za to Asirija ni takoj uničila njihovega mesta. Ašurnasirpal je uporabil tudi skrajno zastraševanje. V svojih lastnih napisih se je hvalil s hudimi kaznimi, ki jih je izrekel tistim, ki so se mu uprli. Svoje krutosti ni skrival. To je uporabil kot opozorilo drugim mestom. Ko je kakšen voditelj izvedel, kaj se je zgodilo s tistimi, ki so se prej uprli, se je lahko predal, še preden je prišla asirska vojska. Vendar je pomembno vedeti, da so ti napisi tudi kraljeva propaganda. Njihov namen je bil prikazati, da kralja nihče ne more ustaviti. Veliko kazni, ki so zapisane, je morda resničnih. Vendar so bile nekatere zgodbe tudi pretirano dramatizirane, da bi okrepile strah in ugled Asirije. Naslednji kralji so nadaljevali širitev imperija. Pod Tiglat-Pileserjem III., ki je vladal od leta 745 pr. N.Š., so še bolj uredili vojaški in vladni sistem. Ni bilo več dovolj, da so samo premagali sovražnika. Veliko osvojenih območij je naredil za redne province Asirije. Postavil je guvernerje, vojake, pobiralce davkov in uradnike, ki so neposredno poslušali kralja. Asirija je uporabljala tudi množične deportacije. Veliko ljudi so preselili iz njihovih domačih krajev v druge dele imperija. Vsi, ki so jih preselili, niso postali sužnji. Nekateri so bili kmetje, obrtniki, gradbeniki, vojaki in ljudje s spretnostmi, ki so jih potrebovali na novem mestu. Ta sistem je imel dva glavna cilja. Prvič, s tem so zmanjšali možnost upora, saj so ločili nekdanje sosede in voditelje. Drugič, imperij je lahko izkoristil njihovo znanje in delo pri gradnji mest, kmetij, palač in vojaških objektov. Ta metoda je bila kruta, saj so cele družine prisilno odstranjevali iz njihovih domov. Toda za asirsko vlado je bil to način za nadzor nad ogromnim ozemljem in delavce so premestili tja, kjer so jih potrebovali. Eden najbolj znanih primerov tega je bil padec Severnega kraljestva Izraela. Asirija je osvojila Samarijo v poznem 8. stoletju pr. N.Š. Napad je začel Šarmanezer V. Ta dogodek je omenjen tudi v hebrejski Bibliji. Od tu izvira zgodba o 10 izgubljenih Izraelovih rodovih. Vendar to ne pomeni, da so vsi ljudje iz 10 rodov nenadoma izginili. Nekatere so preselili na druga območja, nekateri so ostali na svoji zemlji. In možno je, da so nekateri pobegnili v Judovo kraljestvo, zato so izgubljeni rodovi bolj zapletena zgodba kot preprosta pripoved o popolnem izginotju celotnega prebivalstva. V tem času je bilo asirsko cesarstvo zelo obsežno. Potrebovalo je prestolnico, ki bi lahko upravljala vojake, uradnike, tribut, glasnike in izdelke iz različnih regij. Sargon II. Je zgradil novo prestolnico, imenovano Dur-Šarukin, kar pomeni Sargonova trdnjava. Nahaja se v današnjem Kursabadu v severnem Iraku. To je bilo načrtovano mesto z velikansko palačo, templem, obzidjem in velikimi kipi Lamasuja. Lamasu je varuh, ki ima telo bika ali leva, krila orla in človeško glavo. Postavili so ga pri vratih, da bi pokazali moč kralja in zaščito bogov. Toda Dur-Šarukin ni dolgo ostal prestolnica. Leta 705 pr. N.Š. je Sargon umrl med vojno. Njegovo telo ni bilo nikoli najdeno. Zato ni bil deležen običajnega kraljevega pokopa. Za Asirce je bil to zelo slab dogodek. Kralja so namreč imeli za izbranega in zaščitenega od bogov. Zato so lahko njegovo nenadno smrt in izginotje telesa videli kot slab znak. Zaradi njegove smrti je njegov sin Senašenherib zapustil Dur-Šarukin. Namesto tega je izbral Ninive za prestolnico. Ni mu bilo treba začeti iz nič. Ninive je bilo staro mesto, pomembno za vero, blizu reke Tigris in povezano z glavnimi trgovskimi potmi.
Vendar Senašenaherib ni samo preselil v mesto, spremenil je Ninive, da bi postalo prestolnica primerna za najmočnejše cesarstvo njihovega časa. Mesto je razširil in ga obdal z dolgim obrambnim zidom. Zid je imel 15 velikih vrat, vsaka pa je imela ime povezano z Bogom ali pomembnim krajem. Vrata niso služila le za obrambo. Tukaj so prav tako prehajali trgovci, vojaki, živali, tribut in izdelki, ki so vstopali v prestolnico. Ena največjih težav rastočega mesta je bila oskrba z vodo. Dež in lokalni vodjaki niso zadostovali za tako veliko število ljudi, pol, živali in vrtov. Zato je Senašenaherib zgradil obsežno mrežo kanalov, ki so dovajali vodo iz izvirov in gora daleč stran od Niniv. Eden najpomembnejših delov tega je akvadukt Žervan. Zgrajen je bil iz številnih apnenčastih blokov, da bi voda prečkala nizko dolino. To je eden najstarejših velikih kamnitih akvaduktov, ki so jih arheologi odkrili. Zaradi tega sistema so imeli domovi, kmetije, sadovnjaki in kraljevi vrtovi dovolj vode. Senašenaherib je posadil različna drevesa in rastline, ki jih je prinesel iz različnih delov imperija. Bile so rastline za hrano, senco, dišave in okras. Nekateri raziskovalci verjamejo, da so znameniti viseči vrtovi, ki jih običajno povezujejo z Babilonom, morda v resnici bili v Niniva. Po tej teoriji so veliki vrtovi in namakalni sistem Senašenaheriba lahko izvor te zgodbe, vendar pa tega še ne sprejemajo vsi zgodovinarji. Še vedno ni dovolj dokazov, da bi dokončno potrdili, da so viseči vrtovi Babilona resnično v Ninivah. Poleg vode in vrtov je Senašenaherib uredil tudi glavne ceste. Moral jih je ohraniti dovolj proste za vozove, vojake, kurirje in izdelke, ki so jih prinašali v palačo. Po eni od njegovih napisov je bila kazen huda za vsakogar, ki bi zgradil hišo, ki bi ovirala pot. Kraljevska cesta prikazuje, kako stroga je bila vlada pri urejanju prestolnice. Središče projekta je bila kraljeva rezidenca, ki jo je Senašenaherib imenoval palača brez tekmeca. Zgrajena je bila na visokem delu griča Kujundžik, da bi bila vidna iz mnogih delov mesta. Palačni kompleks je bil zelo obsežen in imel je veliko dvorišč, hodnikov, pisarn, skladiščnih prostorov in kraljevsko sobo. Na stenah so bile nameščene dolge kamnite reliefe. Rezi prikazujejo prizore vojn, obleganj, lova, prinašanja tributa in gradnje kraljevih projektov. To niso bile zgolj dekoracije. To je bilo vizualno sporočilo za vsakogar, ki je vstopil v palačo. To prikazuje, da lahko Asirija premaga oddaljena kraljestva, uniči močno utrjena mesta in upravlja z ogromnim ozemljem. Ob vhodih stojijo ogromni lamasi. Zaradi velikosti kipov se vsaki vstopi takoj počuti zelo majhnega v primerjavi z močjo kralja. Ninive ni bila le lepa prestolnica. Zgrajena je bila, da pokaže, kako deluje asirsko cesarstvo. Voda je prihajala iz oddaljenih gora. Rastlin in materiali so bili pripeljani iz različnih provinc. Delavci so prihajali iz številnih osvojenih skupnosti. In slike v palači so pripovedovale o zmagah vojske, ki je vse to prinesla v Ninive. Pod vladavino Senaheriba je nekdanje versko in trgovsko mesto postalo veliko središče vojske, vlade, inženirstva ter kraljevske moči. Toda, ko se je mesto večalo, so se množili tudi sovražniki Asirije. Vsaka pobrana dajatev, vsako uničeno mesto in vsaka družina, ki so jo prisilno preselili, je pustila za sabo jezo. In prišel bo čas, ko bodo ljudje, ki jih je dolgo zatirala, dobili priložnost za maščevanje. Na vrhuncu Niniv niso bili tukaj le kralji in vojaki. To je bilo živahno mesto, polno trgovcev, obrtnikov, kmetov, državnih uradnikov, duhovnikov in pisarjev. Pisardi so bili ljudje, ki so znali brati in pisati klinopis. Uporabljali so ostro trsko, da so delali majhne znake na mokri glineni tablici. Na teh tablicah so bili zapisani pogodbe, dolgovi, davki, pisma, zakoni, verski obredi in vladni zapisi. Ker je bila Ninive na pomembni trgovski poti, je skozi njo potovalo veliko izdelkov in ljudi iz različnih krajev. Bile so tkanine iz drugih regij, les iz gora, kovine, hrana, živali, dišave in dragi kamni. V mestu so se slišali tudi različni jeziki. Tukaj niso živeli samo Asirci, bili so tudi ljudje pripeljani iz Babilonije, Levanta, Anatolije, Irana in drugih osvojenih krajev. Vendar niso vsi prišli v Ninive prostovoljno. Velik del rasti mesta je bil odvisen od prisilnega preseljevanja ljudi. Ko je Asirija osvojila neko območje, so lahko vzeli usposobljene delavce, gradbenike, kmete in cele družine. Te so preselili v druge province ali pa celo v samo prestolnico, da bi tam delali. Nekateri med njimi so pomagali pri gradnji palač, zidov, kanalov in velikih kipov.
Nadzirali so jih uradniki, medtem ko so uporabljali vrvi, les in veliko platformo za premikanje kipa. Ni povsem jasno, od kod prihaja vsak delavec, ki je upodobljen na teh prizorih. Vendar je iz asirskih zapisov razvidno, da so v veliki meri uporabljali deportirano delovno silo. Zato sta v Ninivah vidni dve različni zgodbi. To je mesto izjemnega inženirstva. Umetnost, pisanje in organizirana uprava. Toda je bilo veliko teh projektov zgrajenih s pomočjo vojne, prisilnega dela in odvzemanja bogastva iz osvojenih mest. O lepoti Niniv ni mogoče govoriti, ne da bi omenili trpljenje, na katerem je bila zgrajena. Po vladavini Senaheriba so njegovi nasledniki nadaljevali s krepitvijo prestolnice. Eden najbolj znanih kraljev tega obdobja je bil njegov vnuk Ašurbanipal. Kralj je postal leta 668 prve navikani štete. Pod njim je asirsko cesarstvo ostalo izjemno obsežno. Njegov vpliv se je raztezal od Mezopotamije do Levanta in delov Egipta. Vendar njegovo vladanje ni bilo mirno. Moral se je soočiti z upori, vključno z uporom v Babiloniji, ki ga je vodil njegov lastni brat Šamaš Cumukin. Svojega brata je postavil za kralja Babilona, vendar se je ta kasneje odcepil od Asirije in se povezal z nasprotniki imperija. Po dolgem boju je vojska Ašurbanipala oblegala Babilon. Upor je bil poražen in Šamaš Cumukin je umrl leta 648 p.N.T. Ni popolnoma jasno, kako je umrl, čeprav nekateri starodavni zapisi pravijo, da je zgorel v svoji palači. Ašurbanipal se je boril tudi proti Elamu, kraljestvu na območju današnjega Irana. Njegova vojska je napadla Suso, eno najpomembnejših mest Elama. Po lastnem napisu Ašurbanipala je njegova vojska mesto uničila in oropala. Tako kot drugi asirski kralji je svoje zmage prikazoval na rezbarijah v palači. Na teh rezbarijah so prikazani boji, obleganja mest, odvajanje ujetnikov in kaznovanje sovražnikov. Vendar pa je nekaj, kar je Ašurbanipala razlikovalo od mnogih kraljev tistega časa. Ponosno je poudarjal, da zna brati in pisati. Kralji so običajno imeli pisarje, ki so zanje pripravljali dokumente. Vendar pa je po lastnih napisih Ašurbanipala sam študiral klinopis in starodavna besedila. Znal je brati akadščino in prav tako je študiral sumerščino, star jezik, ki so ga takrat uporabljali le še v religiji in učenosti. To znanje je uporabil za ustvarjanje ogromne zbirke glinenih tablic v Niniva. Pošiljal je pisma templem in izobraževalnim središčem v različnih delih imperija. Ukazal je učenjakom in pisarjem, naj poiščejo pomembna besedila, naredijo kopije in jih pošljejo v njegovo prestolnico. Obstajajo tablice o medicini, matematiki, astronomiji, religiji, zgodovini, obredih, znamenjih in jeziku. Obstajajo seznami rastlin in živali. Obstajajo molitve, pesmi, pravni dokumenti, kraljeva pisma in poročila uradnikov. To ni bila javna knjižnica, kamor bi lahko vstopili navadni prebivalci. To je bila kraljeva zbirka, ki so jo uporabljali kralj, učenjaki, duhovniki in visoki uradniki. Ti besedila so bila pomembna, saj je asirski dvor verjelo, da lahko ta nudijo vodstvo glede zdravja, vlade, vere in prihodnosti imperija. Arheologi so iz te zbirke našli več kot 30.000 glinenih tablic in fragmentov. Danes to imenujemo knjižnica Ašurbanipala. Med najdbami so bile tudi kopije epa o Gilgamešu, enega najstarejših ohranjenih literarnih del na svetu. Pripoveduje o Gilgamešu, mogočnem kralju, ki se je zbližal z bojevnikom Enkidujem. Ko je Enkidu umrl, je Gilgameša prevzel strah, da bo tudi sam nekega dne umrl. Podal se je na potovanje, da bi našel skrivnost večnega življenja. Vendar je na koncu spoznal, da človek ne more ubežati smrti. Ena izmed zgodb v epu govori tudi o veliki poplavi. Tukaj je bil moški z imenom Utnapištim opozorjen na prihajajočo nesrečo. Zgradil je veliko ladjo, da bi rešil svojo družino in živali. Ta zgodba je podobna zgodbi o Noetu v hebrejski Bibliji, vendar to ne pomeni, sta pripovedi popolnoma enaki. To je del širše tradicije zgodb o poplavah v starodavni Mezopotamiji. Leta 1872 je učenjak Britanskega muzeja George Smith prebral del zgodbe o poplavi iz tablice najdene v Niniva. To je postala velika lovica, saj je pokazala, da obstaja starejša mezopotamska različica velike poplave, napisana še preden so nastali ohranjeni biblični rokopisi. Če Ašurbanipalovi pisarji ne bi zbrali in prepisali starih besedil, bi se mnoge od teh zgodb morda zavedno izgubile. Toda medtem ko je Ašurbanipal varoval znanje preteklosti, je še naprej vodil imperij z vojaško silo.
Asirija je bila zelo obsežna, vendar je morala nadzorovati številne province in preprečevati nenehne upore. Potrebovala je močnega kralja in veliko vojsko, hitro komuniciranje in stalen dotok tributa. Ko je izginilo trdno vodstvo Ašurbanipala, so se začele pojavljati dolgoletne slabosti imperija. Ni povsem jasno, katero leto in na kakšen način je umrl. Večina običajno to postavlja okoli leta 631 do 627 pred nato štetivo. Potem so se za oblast borili novi kralji in drugi člani kraljeve družine. Prišlo je do državljanske vojne. Namesto da bi uporabili celotno vojsko proti zunanjim sovražnikom, so bili Asirci prisiljeni bojevati drug proti drugemu. Nadzor centralne vlade se je zmanjšal. Oslabilo je pobiranje davkov in dajatev. Prej osvojena mesta so dobila priložnost, da se osvobodijo. Eden najpomembnejših uporov se je začel v Babiloniji. Vodil ga je Nabopolassar, kaldejski voditelj, ki je postal kralj Babilona leta 626 pred Inoštukado. Postopoma je pregnal asirske sile z juga, hkrati so na vzhodu pod svojim kraljem Tiaksarjem postajali močnejši tudi Medijci. Asirija se je že dolgo bojevala z skupinami v tej regiji, zdaj so imeli Medijci priložnost za maščevanje, saj je bila asirska vlada zaposlena in oslabljena. Babilonci in Medijci so sklenili zavezništvo proti svojemu skupnemu sovražniku. Leta 614 pred Nestorštate so Medijci napadli Ašur, starodavno versko prestolnico Asirije. Ašur je bil pomemben, ker je po njem imperij dobil ime. In tukaj je bilo središče čaščenja glavnega boga Asircev. Mesto je bilo uničeno in oplenjeno. Vojska Nabopolassarja je prispela po večjem delu bitke. Potem so Babilonci in Medijci utrdili svoje zavezništvo. Njihova naslednja velika tarča je bila Ninive. Leta 612 per Statnistate Tofjoto je združena vojska Babiloncev, Medijcev in drugih zaveznikov prispela v prestolnico. Obramba Niniv je bila še vedno močna. Obdajali so jo dolgi zidovi, velika vrata, obrambni stolpi in reka. Toda je vojska, ki jo je branila, že oslabela zaradi državljanske vojne in zaporednih bitk. Po babilonski kroniki je obleganje trajalo približno 3 mesece, preden je mesto dokončno padlo. Obstajajo stare pripovedi, ki pravijo, da je prišlo do hudih poplav in da je bil del obrambe Niniv razdejan. To se je morda res zgodilo, vendar ni dovolj dokazov, da bi lahko rekli, da je bila poplava edini razlog za padec mesta. Bolj jasno je, da je bil pomembnejši razlog močnejša sila sovražnikov. Šibko asirsko vodstvo in izčrpanost vojske po mnogih letih nemirov. Ko so sovražniki vstopili, je v mestu prišlo do hudih bojev. Na nekaterih vratih Niniv so arheologi našli človeške ostanke, ki so ostali pod zoglenelim lesom, pepelom in podrušenim kamenjem. Mogoče so bili med vojaki in prebivalci, ki so umrli med poskusom obrambe ali pobega iz mesta. Tudi asirski kralj Sinšar Iškun je umrl med padcem Niniv. Ni jasno, kje in kako je umrl. Obstajajo zgodbe, da se je zažgal v palači, da ga ne bi ujeli. Vendar za to ni dovolj dokazov in je morda pomešano z drugimi legendami o padcu asirskih kraljev. Zagotovo pa je, da se po zavzetju prestolnice ni več pojavil. Osvojitelji so zažgali in oropali palače ter templje, veliko kipov je bilo uničenih, reliefi na stenah so bili poškodovani. Tisti, ki so bili razbiti, zažgani ali pokriti s porušenimi stavbami. Palača brez tekmeca Senaheriba, ki je bila nekoč simbol moči Asirije, je postala kup pepela in kamenja. Toda ena stvar je bila rešena prav zaradi ognja, ki je uničil mesto. Veliko glinenih tablic iz knjižnice Ašurbanipala ni bilo popolnoma strjenih, preden je bila palača požgana. Ko jih je zajela izjemna vročina, je bilo, kot da bi jih dali v velik peč. Glina je utrdela in nekatere tablice so postale še bolj trpežne. Padle so bile in pokopane pod ruševinami, vendar so ostale zakopane več kot 2000 let. Asirija se ni takoj končala s padcem Niniv. Nekateri preostali Asirci so se umaknili v Haran in nadaljevali boj še nekaj let, vendar jim ni uspelo povrniti nekdanje moči imperija. Do leta 609 pred Nestimuštudoku je Asirija izginila kot glavna politična sila v regiji. Prav tako niso popolnoma izginili vsi njeni ljudje ali kultura. Skupnosti v severni Mezopotamiji so se ohranile in asirska identiteta je na različne načine vztrajala tudi v kasnejših obdobjih. Vendar Ninive nikoli več ni postalo prestolnica velikega imperija. Njeno prebivalstvo se je postopoma zmanjševalo. Porušene stavbe so prekrili zemlja, rastline in nova naselja.
Leta 401 pred nekaj štipite je skozi regijo potoval grški vojak in pisatelj Ksenofont skupaj s 1000 vojakov. Tam je opisal velike ruševine mesta, ki ga je imenoval Mespila. Veliko zgodovinarjev povezuje to mesto z Ninivami, čeprav še vedno potekajo razprave o nekaterih podrobnostih njegove poti in identifikaciji lokacije. Jasno je, da grški popotniki nekdanje prestolnice niso prepoznali pod imenom Ninive. Mesto, ki se ga je nekoč bala večina antičnega sveta, je postalo tiha gomila zemlje. Kraj je ponovno pritegnil veliko pozornosti v 19. stoletju. Leta 1847 so začeli izkopavati. Austin Henry Layard je začel izkopavati na griču Kujundžik. Njegova ekipa je odkrila del Senaheribove palače skupaj z velikimi kamnitimi reliefi in lamasuji. Pomembno je tudi delo Hormuza Drasama, arheologa, rojenega v Mosulu. On in drugi lokalni delavci so pomagali odkriti velik del Ašurbanipalove knjižnice in druge pomembne stavbe. Na tisoče artefaktov je bilo odpeljanih v Britanski muzej v Londonu. Tam so učenjaki preučevali glinene tablice in postopoma, korak za korakom, besedila, ki so bila dolgo pozabljena. Toda takšen način arheologije je povzročil tudi težave. Veliko artefaktov je bilo odstranjenih iz Iraka v času močnega nadzora evropskih sil. Do danes je to del širše razprave o tem, kdo bi moral biti lastnik in skrbeti za kulturno dediščino neke države. V sodobnem času je bila Ninive znova poškodovana. Leta 2014 je skrajna skupina ISIS zavzela Mosul. Poškodovali so tudi bližnja arheološka najdišča ter uničili nekatere domnevno starodavne kipe in artefakte v muzeju v Mosulu. Prav tako so poškodovali dele Ninive, vključno z nekaterimi vrati in lamasi. Naredili so tudi predore pod arheološkimi gomilami, verjetno zato, da bi iskali artefakte, ki bi jih lahko ukradli ali prodali. Ni vse, kar so prikazali v svojem propagandnem videu, originalno. Nekateri muzejski eksponati so sodobne replike. Toda je škoda, ki so jo povzročili na kulturnih najdiščih Iraka, še vedno resnična in obsežna. Po osvoboditvi Mosula so iraški arheologi in mednarodne ekipe začeli preučevati in obnavljati uničena območja. V tunelih, ki jih je izkopal ISIS, so raziskovalci našli tudi dele starodavne palače in kamnitih reliefov, ki so bili dolgo skriti. To pomeni, da so tuneli, ki so bili narejeni za krajo in uničenje, nenamerno razkrili nove arheološke dokaze. Do danes se Ninive še vedno preučuje. Veliko njenih glinenih tablic še vedno ni popolnoma prebranih. Veliko delov mesta še ni izkopanih, ker je območje zelo obsežno in okoli njega obstaja sodobna skupnost. Ninive je bila nekoč simbol moči Asirije. To je pokazalo, kaj lahko doseže organizirana vojska, obsežna državna uprava, velika delovna sila in odlični inženiring. Toda njen padec je prav tako pokazal šibkost imperija, ki ima veliko sovražnikov in je odvisen. Da bi imperij ostal enoten, se je zanašal na strah. Ko je osrednja vlada oslabela, so se združili ljudje, ki so že dolgo čakali na priložnost za upor. Palače so pogorele, kipi so bili uničeni, imperij, ki jih je dal zgraditi, je izginil. Toda Ninive ni bilo popolnoma izbrisano. Ogenj, ki je uničil mesto, je pomagal utrditi in ohraniti njegove glinene tablice. Zaradi tega lahko še danes beremo molitve, pisma, medicinska besedila in opazovanja zvezd. In zgodbe, ki so tisoče let starejše od nas. Med njimi je tudi zgodba o Gilgamešu, kralju, ki si je želel živeti večno, a je spoznal, da nihče ne more ubežati smrti. Ninive ni kot mogočno mesto ni doseglo večnega življenja. Toda skozi tablice, ki so preživele njegovo uničenje, ostaja živ del znanja, strahov, sanj in zgodb ljudi, ki so nekoč živeli znotraj njegovih zidov. Uničenje.